Živijo, jaz sem pa danes za vas nekaj, kar že zelo dolgo nisem počela. In sicer odločila sem se, da zdaj, ko je tale poletje prišel k nam in je tako zelo vroče vzuni, je res zelo težko ustvariti kak obstojen in pa lep make-up, da še vse nam ne steče vse dol iz obraza. Zato sem pripravila za vas en tak lušen, fresh summer look make-up z izdelki iz DM-a. Vse te izdelke, ki jih bom danes uporabljala, jih lahko dobiš v katerikoli prodajalni DM. Tako da gremo kar na... V poletnem času se kar zelo zmanjša uporaba ličil, tudi sama pri sebi sem to opazila. In še posebej pomembno je to, da svojo kožo pred nanosom ličil zaščitimo z sončno kremo, ki bo našo kožo ščitila pred fotostaranjem in sicer pred UVA in UVB žarki. To so v bistvu eni najbolj škodljivi faktorji, kar se tiče pri poškodbah in pa staranju kože. Zato sem pa jaz se danes odločila, da bom uporabljala tole Sundance kremo za zaščito 30. To je pa v bistvu tak gel, ki ima tak cool, mint, fresh učinek, ki ogreti in pa vroči koži daje občutek hlajenja. Zaradi tehnologije Sim Deo pa tudi krema tudi ob močnem potenju obstane na svojem mestu. Krema je pa res zelo dišeča in ful lepo se razmaže. Res, se mi zdi, da večina od nas pozablja na to, kako pomembna je nega kože. Zaradi tega, ker če ne narediš prej ustreznih postopkov nege, tudi make-up ne more izgledati tako, kot bi mogel in na koncu vse skupaj tako začne. Ker danes hočemo pa s tem lookom doseči, da je naša koža izgleda sočna, svetleča in pa sijoča. Ključna dobra osnova, zato prisegam na kvalitetne izdelke. Pri vsakodnevni negi obraza vedno začnem z primerjem in sicer danes uporabljam Expert Makeup Perfection Base od Trendy Dapa. Nanesemo ga lahko s čopičem, gobico ali pa prsti in jaz ga bom danes nanesla kar s prsti, ker se mi zdi, da se tako najbolj šupije v kožo. Potem nadaljujemo z izbrano podlago, neke BB krema ali pudra. Jaz osebno v poletnem času nisem fanica nekih težkih in pa zelo prekrivnih pudrov, zato sem se danes odločila, da preizkusim tole novo kremico. In sicer to je BB krema od L'Oreala. Da vidimo, kako deluje. Sicer, ko pride ven takle bele barve, ko ga pa naneseš na kožo, se pa v bistvu spremeni ton v točno tvojo barvo kože. Potem nadaljujemo z nanosom izbranega korektorja. Meni je tale osebno najljubši, ker ima tako full cute gobico za nanos. V bistvu takle se uporabi, da ga zavrtiš in potem ga naneseš. Razmažeš seveda s prsti, vse jaz ga razmažem s prsti. Tako da to je pa korektor od Maybellina, don't know how to say that. Tako da ja. Pa gremo v bistvu, ga bom nanesla samo tukaj, ko imam še malo podočnjakov, pod očmi in pa če imate za krit slučajno kakšne nepravilnosti, kakšne mozolčke, ga lahko naneseš tudi tam. Danes, kakor sem že prej rekla, ne bomo pretiravali s pudrom, zaradi tega, ker we don't want our makeup to melt. Tako da bomo danes naredili v bistvu tak čist nežen highlight, ki ga pa nanesem tokrat s čopičem. Kam sem pa izdala to čopiče? Ja, tukaj sem. Aha, tvoj. Ok. Highlight bomo pa nanesli s čopičem in sicer tule na vrh naših ličnic. Malo na nosek in pa lahko tudi, če želite, to je čisto odvisno od vsakega posameznika. Nad ustnico, to mi je zelo všeč in tudi pod ustnico mi je kar cool. Tako da uporabila bom pa tole paletko, isto od Trendy Dapa, ful je lušna. Naša lička majčkeno osvežili s telim Melon Dollar Baby blushom. Prvo sem mislila, da je $1 million zaradi filma, ampak ni, ampak je $1 million in dejansko so gor narisane lubenice in izdelek diši po lubenicah. Tako, I'm in love with this. Nadaljujemo pa s poudarjanjem obrvi. Jaz sem se danes odločila spet, da ne bom pretiravala, ampak bom uporabila samo tole barvico od Trendy Dapa, ki je vodoodporna, kar mi nujno rabimo v tem looku.
In pa isto v trendi da pa tudi vodoodporen gel za obrvi. Gel je pa zelo super zadeva, zaradi tega, ker ti tvoje obrvi res tako lepo, ne preveč zlepi, ampak ravno prav. In ti v bistvu tako poudariš vsako dlačico posebej, da dobimo še tako bolj košat videz obrvi. Za oči pa spet nekaj čisto preprostega. Iz iste paletke, kot smo prej uporabljali highlight, bom zdaj uporabila tole sredinsko senčko, v kateri piše Glow, in si jo bom tako isto s prsti nanesla po veki, da dobimo tak lep, svež in pa svetleč videz naših oči. Potem bomo pa naše oči poudarili še z eyelinerjem. Tale eyeliner je zelo priročen, zaradi tega, ker ima še tole špičko, oziroma tukaj ima tako luknjico, ki ti pomaga, če si sama ne znaš ni tako dobrega eyelinerja, da ti tole v bistvu pomaga, da si ga postaviš ob očki in potem si s pomočjo tega narišeš en tak čudovit eyeliner. Jaz ga bom pa uporabila kar brez tega nastavka. In si narisala v bistvu samo tako na koncu oči eno tako čisto kratko črtico, zaradi tega, ker spet nočem, da bi potem oči še vseeno v tem celem fresh looku izgledale preveč temne, tako da naredim samo tako lepo kratko črtico. Potem, da zaključimo look na naših ujčkah, bomo pa uporabile tole Trendy Dab maskaro in si poudarili trepalnice. Lahko si, če želiš, pred uporabo maskare seveda zavihaš s kleščami trepalnice, ampak jaz sem bila pred kratkim na lash liftu, tako da tega ne bom potrebovala. Se pa izognem lepljivemu videzu, pa v poletnem času raje uporabim mat ali žamete šminke od L'Oréal Parisa. Danes sem izbrala odtenek Les Macrons, je taka lepa, nežna, rdečo-oranžkasta barva. Za nadomestek L'Oréalu pa lahko uporabiš tudi šminke znamke Trendy Dab, za svilnate, ultramat ustnice z sijočim in jasnim. Seveda pa ne smem pozabiti, da na koncu vedno uporabim svoje skrito orožje in to je pa sprej za fiksiranje od Maybellina Lasting Fix, ki pa daje moji koži mat učinek in pa poskrbi, da bo vse ostalo na svojem mestu. Skrbi pa tudi, da ne bom imela preveč nadležnega sijaja, ampak tistega ravno prav, da bo izgledala moja koža še bolj sveža. To je končan look. Jaz upam, da ste v tem mojem kratkem tutorialu uživali in da ga boste tudi sami kdaj sprobali. Vsem pa vam želim en tako vroče in pa sončno poletje, da ga preživite s tistimi, ki jih imate najrajši in pa da se imate fajn.